Kot novopečeni voznik kategorije A sem seveda moral postati tudi novopečeni lastnik motorja, tako da se je družina pri volanu zdaj povečala še za enega člana, ki pa ima tokrat samo 2 kolesi. Pa ni ta. Evo, to je moj novi konjiček. In ker sem uradno še vedno voznik začetnik in brez nekih hudih izkušenj sem poslušal nekaj pametnih nasvetov, kako se lotiti lastništva motorja. Ja, posebej bod previden na začetku, da mu ne boš dodal preveč plina, da ne bo sunkovitega pospeševanja, kljub temu, da ima traction control. Ti lahko, ko se boš odpeljal tukaj, guma zdrsne, ker so gume nove in je treba vsaj par kilometrov paziti, da se gume lepo utečejo, bi rekel. Če boš po 50 kilometrih pa vsakič šel na malo bolj globoko v ovink, se pravi, da ga malo bolj nagneš, bojo gume odtečene in pol pa ga lahko voziš tako, kot se zagre. Kaj mi pa še svetuješ kot recimo totalnemu začetniku, ki se najprej zapelje na cesto z novim motorjem? Ja, zavedi se tega, da tudi če si na prednostni cesti, se zavedi, da si na neprednostni. Tako me je v glav. To je en tak osnovni nasvet, ki se vsakmu povem. Do 1000 kilometrov, ko imaš prvi servis, je motor v utekanju in ga daj voziti tam nekje do 5000 obratov, ne pretiravati, če ti kdaj uide gor, ni nič narobe, ampak ne ga držati pod visokimi obrati. Kaj pa kakšna dodatna oprema? Jaz priporočam za tvojega V-štroma, da bi dal vsaj cevno zaščito na motor, ker pri majhnih hitrostih ali pa na mestu ti motor pade, se ti prevaga, plastike pa vemo, koliko so. Ok, zakaj pa to še dobro? Ja, na cevno zaščito lahko namestiš tudi luči. Samo pozor, ne zgoraj. Vedno se dodatne luči namesti spodaj. Ker če ti motor pade, so luči nameščene gor. Na cevni zaščiti boš poškodoval in luči in plastiko. Zaščite motorja imaš to nosilc za luči, kar pa temu ni namenjen. Na te cevne zaščite dava lahko še kakšne dodatne torbe, če bo šel na kakšno daljšo vožnjo ali pa tako. So take lepe 7-litrske torbe, se da pritrditi gor, ne vem, noter se da kakšno orodje ali kakšne take lažje zadeve, da ni to preveč. Če imaš premalo prostora na kavčkih. No, osnovne stvari torej imam, grem se obleči in zdaj vse odvisno samo še od mene. Pa od ostalih voznikov, jasno. Kako sem se usposabljal za voznika A kategorije, pa si lahko vedno pogledate v zanimivi seriji v 5 delih na naši strani volan.si in upam, da sem še koga navdušil, da se bomo potem srečevali na tistih lepih, zavitih gorskih cestah. Okay.